Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ali veste kaj veliko o duhovnem svetu? Ali se želite morda o tem izobraziti? Morda je to tema, ki vas že zaposluje kar daljše obdobje. Marsikaj o tem, kar bi lahko vedeli, česar ne vemo, ali pa morda obnovili, se bo dalo slišati na Festivalu zavesti leta 2012 seveda, in to v nedeljo 27. maja v M-hotelu v Ljubljani. Več o tem bosta povedali gosti, ki ju imam v studiu, obe učiteljici na Duhovni univerzi, lahko še rečem obe Barbari, prva Barbara ob meni, Barbara Škarja, in druga Barbara, Barbara Škobrne. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Poglejte, drugo leto ste oziroma boste organizirali Festival zavesti, tako rekoč tik pred nami je to. In zakaj ideja, kar festival, kar celodnevno? Ali je res toliko ljudi, ki jih ta tema tako zelo zanima? Menimo, da ja. Festival je neko druženje, neko praznovanje, in zdelo se nam je, da kot Duhovna univerza, šola za osebno rast in duhovni razvoj, ki se temu posvečamo konec koncev že 23 let, da je prav, da se tudi na tak bolj družaben način predstavimo širši javnosti. Tako smo izbrali en dan, recimo letos bo to 27. maj, nedelja, dela prost dan, da vsak lahko pride, in od jutra do večera, tam od zgodnjega dopoldneva do popoldneva, smo pripravili niz srečanj, delavnic, krajših delavnic, predavanj in druženja na temo zavesti. Na temo nečesa tako bistvenega in prisotnega v našem življenju, od trenutka, ko pridemo na svet, do trenutka, ko ga zapustimo. In vendar se nam zdi, da premalo pozornosti posvečamo temu. Sposobnosti, da se zavedamo, da smo živi, da se ozaveščamo ali nekako prebujamo v globljem razumevanju sebe in sveta okrog sebe. In teme so izbrane na tak način, da nekje vodijo obiskovalce skozi ta širna področja zavesti, od takih malo bolj kočljivih tem, ampak vse zelo zanimive, življenje, smrt, reinkarnacija, regresija in tako naprej. Do takih zelo praktičnih, ker zavest je nekaj, kar je prisotno v vsakem trenutku, ko smo budni pri nas, kako biti še bolj buden, se še bolj zavedati tega življenja. Ali lahko rečemo, da so to tudi teme, o katerih morda razmišljamo, pa manj govorimo? Mogoče nimamo niti pravih sogovornikov, s katerimi bi se pogovarjali. Na vse zadnje, tu je prva tema, reinkarnacija. S kom se boš pravzaprav pogovarjal? Mogoče tvoji prijatelji razmišljajo drugače, mogoče tudi v družini ni razumevanja in vendar nekje, pa vendar v sebi čutiš, da bi želel to bolj razjasniti, mogoče dobiti neke odgovore na neka vprašanja. Gre tudi za to? Ja, bi rekla, da je bil lanski Festival zavesti morda prav zaradi tega tako dobro obiskan, ker smo spregovorili o temah, o katerih se običajno ne govori. In razvoj zavesti je nekaj, kar morda zdaj prihaja bolj v ospredje, ko se je ta razvoj na materialnem polu življenja praktično pripeljal skoraj do absurda. In ko nimaš več možnosti se razvijati, ne moreš nenehno rasti v smeri materialnega, se začenjaš obračati k sebi, se pravi, začneš iskati neke nove smeri rasti, nove smeri razvoja. In ker človek je bitje, ki želi nenehno rasti, nenehno presegati samega sebe, se mi zdi, da je naravno, da se je ta težnja po preseganju in po rasti začela obračati navznoter. Se pravi, v raziskovanje človeka samega in tega notranjega polja zavesti, ki doslej ni bilo še deležno ustrezne pozornosti. Če pogledamo samo primer reinkarnacije, reinkarnacija je ideja, ki je v zavesti človeštva že več kot 2500 let, pa vendarle zelo malo ljudi se danes s tem področjem ukvarja. In tudi to področje ni podprto v smislu raziskav, tako da tisti, ki se s tem ukvarjajo, se stežka prebijajo in prinašajo tudi neke bolj konkretne znanstvene zaključke oziroma spoznanja o tem, kaj pravzaprav zavest v svojem bistvu je.
In seveda reinkarnacija kot pojem in kot ne nazadnje življenjski izziv, namreč če reinkarnacijo priznamo, potem zagotovo živimo drugače. Reinkarnacija zagotovo prinese v zavest neko širino. Se pravi, ko življenje ne omejiš samo na čas med rojstvom in smrtjo, postane tvoja perspektiva širša in tudi odnos do sveta postane drugačen, ker veš, da nisi tukaj enkrat, ampak da si za neko daljše obdobje. In tudi ta pritisk na eno življenje se močno spremeni. Mislim, da bi lahko živeli dosti bolj sproščeno in v enem bolj naravnem ritmu, če bi vedeli, da imamo več časa za svoj razvoj. In predvsem, da nas na drugi strani ne čaka večna tema, ne? Ja, predvsem to, ne bi se bali smrti, ta strah pred smrtjo marsikdaj ovira naše življenje in ga na nek način določa. Tako da se pa ta ideja širi, širi predvsem med mladimi, ki nekako prepoznavajo, da verjetno zavest ima neke globlje korenine in da je težko reči z gotovostjo, da po smrti zares izgine, ker imamo ogromno izkušenj in pričevanj o tem, kaj se dogaja v smrtnih doživetjih, imamo ogromno izkušenj zunaj telesnih stanj zavesti in enostavno ne moremo več z gotovostjo trditi, da zavest po smrti fizičnih možganov ugasne. Kaj pa recimo naslednja delavnica, regresija, skrivnost otroštva? Mogoče, da najprej razjasnimo besedo, kaj je to regresija? Beseda je latinskega izvora in pomeni iti nazaj. Iti nazaj od tega trenutka zdaj. Že včerajšnji dan je lahko za nas neka vrsta regresija ali pa nekaj dni oziroma daljše obdobje, nekaj let nazaj, vse do otroštva ali morda tudi v čas pred otroštvom. Vemo, da zelo veliko, vsi temeljni in bistveni vzorci, ki jih človek privzgoji, izhajajo iz časa, ko je otrok v krogu svoje najožje družine. Vrednote, kako vidi sebe, kako se doživlja recimo v telesu fantka ali deklice, kako doživlja odnos do starejših, do staršev ali med brati in sestrami. Vse to izhaja iz otroštva in pri našem delu z ljudmi se tako pogosto pokaže, da čeprav smo lahko že čisto odrasli ljudje, nas vodijo mehanizmi naših staršev oziroma tistih moje mame ali mojega očeta, tako da bi bil skrit nekje in govori skozi moja usta, še sama recimo ne vem, ali pa tudi za druge to velja, kdaj se to pojavi. In če obstajajo načini ali vzgibi delovanja ali našega recimo čustvenega odzivanja na stvari, ki nam niso preveč všeč, za katere čutimo, da nas omejujejo, da bi si želeli drugače, pa ne znamo in ne zmoremo sami, potem je včasih dobro pogledati, kje je vzrok in stvar odpraviti pri vzroku. In pri recimo takšni regresiji, obratu nazaj v čas otroštva, lahko na zelo enostaven način sprevidimo, prav z močjo ali lučjo zavesti, kje je nastal tisti vozel, ob katerega se vedno znova spotikamo še kot odrasla oseba. In že samo s tem, ko se tega zavemo, se ta napetost lahko raztopi. Zavest ima namreč to moč, da ko se nečesa zares zavemo, kot da bi se osvobodili neke omejitve. Naprimer, ko pravimo, ko si ozavestimo, kaj pomeni, če jem sladkarije. Če zares, ne samo, da imam znanje in informacije, kako to deluje name, ampak če zares globoko z tega zavem, potem lahko spremenim svoj odnos do tega. Jih jem manj, naprimer, ali pa bolj zdrave. Ne gre več za zasvojenost, ne? Tako in podobno, ko si ozavestimo določene mehanizme in jih pogledamo, njihov vpliv na nas popusti. Nekako osvobodimo se. Poglejte, tako lepo je tole napisano. Svetloba poletja bo povabila na odkrivanje zaklada na otok Iš. Tu pa že govorimo o počitnicah. Boste tu predstavili nek počitniški program?
Res je. Zdelo se nam je, da je tempo življenja tak, da se moramo umakniti nekam, da si vzamemo res več časa zase in poletje je nekaj zelo primernega, da odkrijemo neke skrite zaklade v sebi. Ker kljub temu hitenju in kljub temu, da smo pogosto malodušni zaradi življenja, kakršno je dan danes, ali pa mogoče ravno zaradi tega je tako pomembno, da si vzamemo čas zase, da se majčkeno ustavimo in nekaj, na kar mogoče nismo niti mislili, neko lepoto ali moč ali eno sposobnost ustvarjalnosti odkrijemo v sebi. In na tem poletju odkrivanja zaklada v sebi se bomo na Ižu, res v krasni naravi srednje Dalmacije, posvetili odkrivanju moči ali pa zaklada v naših energijskih cvetovih, ki jim pravimo tudi čakre, energijski vrtinci v našem finejšem bioenergijskem telesu, ki vsak od sebe za sebe skrivajo eno posebno moč, naprimer čelna ali adžna čakra, moč res globokega uvida in luči, trebušna, manipura čakra, ima v sebi moč neverjetne čistosti in tako naprej. Ampak to bomo počeli na izredno igriv način, tudi tako, da bomo vključili elemente narave, da bomo vključili ples, zvok, glas, ustvarjalnost, kreativni bomo. Na tak način bomo lahko tudi razrešili kakšne ovire pri sebi, da se te zakladi bolj izrazijo v nas. Tako da pripravljamo en res bogat ustvarjalen program, ki bo v dopoldanskem času, en teden, popoldne bo pa prosto za kopanje, za raziskovanje otoka, za druženje. Tako. Kaj pa tole? Duhovno zorenje se zrcali v auri. O aurah se veliko govori, večina oziroma skoraj vsi ljudje je ne vidimo, da se jo morda začutiti in vendar zelo pravzaprav verjamemo, da imamo to svojo auro. Ja, verjamemo, da imamo auro, ker jo vsak na nek način čuti, čeprav je ne vidi, pa vendarle, ko se nekemu človeku približamo, dobimo en občutek v njem in tudi čutimo, če se nam kdo drug približa, ker se na nek način s svojo auro dotakne naše aure. Zato imamo tudi ta svoj intimni pas in pravzaprav ta intimni pas, ki ga psihologija pozna, predstavlja nekje meje tudi našega avričnega polja. To avrično polje je zelo pomembno, ker predstavlja neke vrste vmesnik med nami kot fizičnim bitjem in pa med zunanjim svetom. In v tem našem avričnem polju je v bistvu tudi energija naših čustev, naših misli. Skratka, je tisto energijsko polje, ki nas tudi na nek način varuje pred zunanjimi energijskimi vplivi in nam omogoča eno relativno notranjo stabilnost. Tako da imamo eno svojo atmosfero, v kateri prebivamo. Seveda je ta atmosfera, v kateri smo, ki nas ovija kot neke vrste plašč, lahko bolj ali manj prijetna. To pomeni, da se mi v njej boljše ali slabše počutimo, oziroma nas drugi doživljajo kot nekaj prijetnega, nekomu se rad približaš, ima eno tako auro, ki te kar lepo objame in sprejme. Pri drugih ljudeh pa čutiš, kot da bi te avrično odbijali, kot da ti ne pustijo blizu, ali pa celo nekako, kot bi bila aura rahlo bodičasta. Eno nelagodje se lahko pojavi. Tako da preko občutkov mi kar zaznavamo to avrično polje, seveda tisti, ki so jasnovidni, pa lahko tudi vidijo neposredno določene spremembe v auri. Vsaka sprememba čustvenega stanja se pokaže v našem avričnem polju. Midve z Barbaro smo pred časom skupaj s kolegico prevedli knjigo o dečku, ki je videl resnično. To je bil fantek, jasnoviden deček, ki je dejansko v auri svojih staršev recimo takoj prepoznal, recimo, ko je mama prišla iz cerkve, je bila njena aura bolj modra. Kadar ga je objela, ko je bilo v njej več ljubezni,
je bila bolj rožnata. Rožnata za ljubezen, modra za predanost, nečemu višjemu v sebi. Potem očkova avra, recimo, je bila rumena, tako kot polje zlatic. Ta rumena avra ponavadi predstavlja človeka, ki ima močno mentalno polje, ki zelo jasno, čisto, konstruktivno razmišlja. Njegova sestra je imela avro kot umešano jajce, tako je rekel, ker ni znal opisati tiste mešanice barv, ker ni znala nadzirati svojih čustev in občutkov. Se pravi, to, kako delamo s svojimi čustvi, kakšne čustva gojimo, vse to se odraža v naši avri. Enako je z našimi mislimi in seveda tudi duhovno zorenje se odraža v samem avričnem polju. Ko človek začenja iskati stik z globljimi deli sebe, se pravi z bolj globoko notranjo zavestjo, začenja v njegovo avro vstopati nek drugačen red, nekaj zelo finega, kar začne od znotraj avro preurejati. In to se da opaziti. Pri človeku, ki je na duhovni poti, da je v tej avri več svetlobe. Mogoče bi bil to še najbolj primeren izraz. Preprosto je več svetlobe in več reda in to potem vpliva seveda tudi na življenje. Takšna urejena avra pomeni tudi, da imamo okrog sebe več miru, več sproščenosti, omogoča večjo sposobnost zavedanja lastnih čustev in lastnih miselnih procesov. In seveda, če se bolj zavedamo, kaj razmišljamo, kako razmišljamo, smo lahko tudi bolj ustvarjalni navzven in hkrati naša avra postane bolj senzitivna. Bolj senzitivna za to, kaj se dogaja v drugem človeku. In lahko bolj z občutkom stopamo v odnose, lahko sočloveka na pravilen način podpremo, čutimo, kaj je njegov pravi problem in mu znamo pomagati. In ni nujno, da vidimo, prosto je avra bolj čista in se bolj zavedamo. Lažje vtisi prihajajo v našo zavest. No, pa smo spet pri zavesti, spoznanja o možganih in zavesti. Gre tu pravzaprav za to fizično in metafizično povezavo, oziroma če rečemo, da je človek fizično bitje in da je človek duhovno bitje. Ja, možgani in zavest sta pravzaprav dva pola. Zavest kot nekaj, česar ne vidimo, kar pripada duhu, in možgani nekaj, kar je prezentno, kar pripada našemu telesu. In vprašanje, ki se postavlja, je seveda, kje nastaja zavest, ali je zavest samostojna entiteta ali je produkt možganov. Toliko daleč smo že prišli, da tudi znanost priznava, da zavest očitno ni tako odvisna od fizičnih možganov, kot smo mislili doslej, torej da lahko obstaja kot samostojna entiteta, ki pa deluje preko možganov in se izraža preko možganov. Se pravi, zavest se ne more izražati sama po sebi, in zaradi tega je vtis, kot da nastaja v možganih. V bistvu pa je tako, da so možgani kot neke vrste računalnik, medtem ko zavest predstavlja program, ki teče v tem računalniku. In tudi možgani brez zavesti najbrž ne bi delovali na tak način, kot delujejo z zavestjo. In tudi višja, ko je zavest, bolj ko je človek ozaveščen, bolj se to pozna tudi na možganskem valovanju. Se pravi, tudi situacija v možganih se spreminja. Nekateri ljudje recimo bolj razmišljajo z levo možgansko polovico, drugi z desno. Nekateri menjajo, tako kot sem zdaj narobe kazala, Skratka, ampak zavest se lažje morda pretaka enkrat pri enih ljudeh skozi eno polovico, pri drugih skozi drugo. Zato pravimo, da so nekateri bolj čustveni, intuitivni, drugi bolj razumsko logični. Ampak z dviganjem vibracije v avri, se pravi, s tem, ko avra postaja bolj fina, bolj duhovna, bolj presvetljena z lučjo zavesti, tudi možgani začenjajo drugače delovati. Se pravi, da se možgansko valovanje uskladi, postane finejše in tudi se začne ta leva in desna možganska polovica povezovati med seboj, kar dvigne našo zavest na višjo raven, na raven intuicije, kjer si čustva in razum več ne nasprotujejo, ampak sodelujejo. In to je potem čisto drugačen način življenja in delovanja, kot pa dokler imaš v sebi to dvojnost. Ja, vprašanje, kako aktualno za današnji čas. Kako ti etika pomaga živeti? Ja, zelo zanimiva tema.
etičnost nekaj, kar so vsa velika duhovna izročila in tradicije imela v svoji osnovi. Naprimer, krščanstvo, 10 božjih zapovedi, zelo podobne, skoraj identične zapovedi pozna budizem, tudi v hinduizmu jih zasledimo. In zanimivo, kot da smo danes pozabili malo na te stvari, da naj ne bi ubijali drug drugega, pogledamo, v kakšnem svetu živimo, da naj ne bi lagali, da naj ne bi kradli, da ne bi spoštovali starejše, da si naj ne bi prisvajali imetja drugih, oziroma tisto, kar ni naše. Kot da živimo v nekem narobe svetu, pravzaprav, kjer obstaja cel kup zakonov, ki naj bi se jih držali od črke po črki, ne? In te napisane zakone potem imenujemo morala. In dostikrat postavljamo moralo nad etiko, češ, saj tako smo pa mi zapisali, ne? In potem se gremo, katero ministrstvo je bolj pristojno za tista napisana, od ljudi napisana pravila, moralna pravila. Medtem ko je etičnost nekaj dosti bolj temeljnega za človeka. Sem rekla, ne samo, da je v osnovi duhovnih izročil in tako rekoč od neba ali od Boga dana, ampak je to nekaj, kar vsi ljudje tudi poznajo, če bi tenko prisluhnili svojemu glasu vesti. V glasu vesti v našem srcu je tista tehtnica, tista fina tehtnica, po kateri lahko presojamo, kaj je prav in kaj ni prav za mene in za skupnost, ki ji pripadam. Zaradi tega, ker etičnost se vedno tiče tega občutka, da nisem jaz tukaj izoliran samcat in lahko delam, kar hočem, kar jaz hočem, ampak se tiče tega, da obstaja povezanost med nami vsemi in da karkoli delam, naj bo v dobro mene, vendar na vsak način tudi vseh drugih. Tako da, kot da bi morali ponovno odkrivati to srčno noto ali glas vesti v sebi, k temu nas bo povabilo to predavanje, ta tema. No in potem je še ena delavnica o Budi, pot bojevnika in nenasilja. To je delavnica Budo. Budo. Budo, ja. Tudi mi smo malo pristrigli z ušesi, če ne gre za napačno črko. Tako. To bo imel kolega Vladimir Kajzer iz Maribora. On se ukvarja z borilnimi veščinami že zelo dolgo in je mojster kar nekaj različnih načinov teh mehkih borilnih veščin iz vzhoda. In je želel opozoriti, oziroma tudi bo sam na festivalu zavesti to predstavil, kako pogosto tudi za človeka na duhovni poti je to, da se srečamo z agresivnostjo v sebi. Seveda želeli bi biti mirni in povzdignjeni in še karkoli si predstavljamo pod biti duhoven, ljubeči in tako naprej. In delamo v tej smeri, se trudimo, ampak napetosti obstajajo v nas. Ne? Če ne iz tega življenja ali iz našega otroštva, pa mogoče od kdaj prej. Ne? In kako rokovati s to agresivnostjo, ko naj bi vendar bilo nenasilje vrednota na duhovni poti. Eno temeljno etično pravilo pravzaprav. Ne? Kaj je to nenasilje? Nenasilje do drugih in tudi nenasilje do sebe, ko vendar je v meni ta napetost. Kako se soočiti s tem sovražnikom v samem sebi? Zelo zanimiva in tudi zelo aktualna tema. No, mogoče, če še malo povem nekaj besed o programu, namreč seveda spet še enkrat ponovim, nedelja 27. maja v M hotelu v Ljubljani, drugi festival zavesti. V dopoldanskem sklopu se bo začelo ob 9:30 in bo trajalo do 13. In popoldanski sklop se bo začel ob 14:30 in naj bi trajal do 17:45. Zraven so še spremljevalni programi in to
zvočna kopel od 9:30 do 14:30, verjetno boš to lahko prišel, odšel in podobno. No in potem še zdravilna meditacija ob svetlobnem križu, ki bo ob 10:45 in 17. Mogoče pa še nekaj besed o tem. Par minut še imamo časa. Lahko. Pri svetlobnem križu gre za en poseben pojav, ki v sebi združuje element svetlobe kot simbola duha in element enakokrakega križa, simbola vodnarjeve dobe v takem obliki čudovitega diamanta, ki se je pojavil, ta pojav leta 1988, predtem ga niso opazili na šipah v nekaterih stanovanjih. Od takrat so ga opazili, kako se širi po svetu, tako kot en tak dotik svetlobnega znamenja, poseben zaradi oblike, predvsem pa zaradi energije, ki jo lahko ljudje čutijo, kako žari skozi njega. Tako da so mnogi v njegovi prisotnosti začutili globoko pomiritev, sprostitev in tudi ozdravitve. Precej ozdravitev se je zgodilo, tudi fizičnih, težjih bolezni. To ne vem, če lahko obljubimo, ampak na vsak način eno razbremenitev fizično ali čustveno ali mentalno, pa večina ljudi občuti. In to bo tam na voljo, da se lahko udeležite. Je mogoče še kaj pomembnega povedati, da smo pozabile recimo v zvezi s tem festivalom zavesti? Mogoče kakšno povabilo, za koga to velja? Samo za recimo, ne vem, sedanje in bivše člane duhovne univerze ali morda za kogarkoli? Za kogarkoli, ki ga te teme zanimajo, seveda za naše slušatelje na vsak način, ampak predvsem bi mogoče dala prednost v tem primeru vsem, ki nas še ne poznajo tako zelo dobro, bi nas želeli spoznati, ki bi želeli spoznati to svetlobo zavesti ali skozi vprašanje reinkarnacije ali regresije ali poletja in zaklada v sebi ali pa tudi skozi neke vprašanje etike in nenasilja. In mogoče bi izpostavila to, da kdor se bo odločil za obisk celodnevnega programa, da mu bomo ponudili ugodnost pri vpisu v duhovno univerzo, smo se odločili, da bomo šli naproti, ali če se bo odločil z nami preživeti en teden na Ižu, na tem odkrivanju skritega zaklada v sebi, prav tako. Skratka, če se boste udeležili, potem boste tam vabljeni s popustom, da tako rečem. No, mogoče, če takole o cenah sicer ne bi govorila, pa vendarle zelo so dostopne. V bistvu nizke cene, rekla bi, da to najbrž res nikomur ne predstavlja nekega takega stroška, da ne bi mogel noter, če si to zares želi. Da. Pa samo še dve besedice, poglejte, takole mi je prišlo na misel, pravzaprav to vaše podjetje, Duhovna univerza, če lahko tako rečem, deluje že toliko in toliko let, nobene fluktuacije ni pri vas. Učitelji, ki vas poznam že pravzaprav od samega začetka, še vedno ste tam, zorite skupaj z nami slušatelji in na nek način širite pravzaprav vse to lepo v prostor. Rekla bi, da je veliko etike in morale in vsega drugega, zavedanja in da ste pravi, ki nas o tem poučujete. Hvala lepa. Hvala.